zakonodaja, s katero želimo zaščititi naše gospodarstvo pred ponovnimi plinskimi krizami, kot se verjetno še spomnite iz leta 2009. Takrat je bila kriza pravzaprav zaradi ukrajinsko-ruskega spora, trpeli so pa najbolj prav odjemalci v Evropski uniji. To seveda ni dobro in to je tudi eden od primerov, kjer lahko evropska solidarnost pride tudi najbolj do izraza, kjer lahko ljudje vidijo in občutijo, kaj pomeni sodelovanje in pa medsebojna pomoč. Seveda pa do tega ne more priti, če nismo na to ustrezno pripravljeni, kar pomeni, da mora biti ustrezno razvita infrastruktura in da moramo imeti vnaprej pripravljene načrte ukrepanja v primeru takih dogodkov. Zato uredbo, za katero pričakujem, da bo naslednji teden sprejeta, naj bi to uvedli. Moram povedati, da je Evropska komisija predlog uredbe pripravila že sredi lanskega leta. Vmes so bila pač dogajanja v zvezi z Lizbonsko pogodbo, potem institucionalne spremembe. No, sedaj pa se vsi trudimo, da bi zelo hitro sprejeli to uredbo, ker vemo, da je res potrebna. Tako da je po glasovanju v odboru pristojnem za energetiko prišlo takoj do medsebojnih pogajanj in da bomo naslednji teden glasovali že o besedilu, s katerim se lahko strinjata Svet in pa Evropski parlament in predvidevamo, da bo obravnava zaključena v prvem branju, torej brez drugega branja. Kaj pa pomeni za ta uredba? Tu iz te uredbe se dejansko vidi, kako lahko postavimo evropskega državljana na prvo mesto, kajti z uredbo smo definirali tako imenovane zaščitene odjemalce. In zaščiteni odjemalci so vsa gospodinjstva, ki so priključena na plin. Lahko se država članica odloči, da je zaščitenih odjemalcev pod določenimi pogoji več, recimo bolnice, šole, lahko tudi mala in srednja podjetja, ampak v vseh državah članicah pa morajo biti gospodinjstva zaščiteni odjemalci. In tem zaščitenim odjemalcem, torej gospodinjstvom, potem tudi mora biti dostavljen plin v primeru izrednih dogodkov, ki so definirani glede na določeno trajanje zelo nizkih temperatur ali pa trajanje največjega povpraševanja po plinu v določeni državi članici in v Evropski uniji. Uvajata se dva standarda, in sicer eden je standard oskrbe, drugi je pa standard infrastrukture. Standard oskrbe zagotavlja določeno oskrbo zaščitenim odjemalcem, infrastrukturni standard je pa tisti, ki ga bodo morale države članice izpolnjevati, da bomo lahko uspešno zaščitili naše odjemalce plina. Ta infrastrukturni standard uveljavlja tako imenovano pravilo N-1. To pomeni, da v primeru izpada največjega plinovoda mora biti kapaciteta ostalih še dovolj velika, da zadostijo povpraševanje. Hkrati pa se zahteva tudi tako imenovano zazankanje. Ta stvar je čisto jasna iz električnega sistema, ki je med sabo povezan, so zanke in na ta način so povezani tako odjemalci elektrike kot tudi elektrarne. No, pri plinovodih pa to doslej ni bilo jasno. Plinovodi so pa šli od proizvajalca pa do odjemalca. Zdaj pa, če si želimo med sabo pomagati, vemo, da moramo tudi tu doseči to zazankanje. Kar pa pomeni dovolj razvejeno infrastrukturo v posamezni državi članici, dovolj veliko infrastrukturo med državami članicami in pa možnost pretoka plina v dve smeri, kajti do zdaj poteka v eni smeri. Zato morajo biti seveda izpolnjeni določeni tehnični pogoji in vse to ta nova uredba tudi zahteva. No, potem je pa še ena stvar, ki sem jo na začetku omenila, pripravljen mora biti načrt ukrepanja v primeru izrednih dogodkov in to na ravni držav članic in tudi na evropski ravni. Najprej ga morajo pripraviti države članice, potem pa na osnovi tega tudi Evropska komisija na evropski ravni. Zato so tudi predvidena posebna telesa z določenimi pristojnostmi v tej uredbi in tisto, kar Slovenijo čaka, je to, da pač pove,
katera je tista inštitucija, ki bo prevzela odgovornost, da ukrepa v primeru teh izrednih dogodkov in da pripravi akcijski načrt za izredne razmere. Toliko na hitro o tej uredbi, veljati bo pa začela, predvidevam, še letos. Samo malo, da preverim. Ja, 20. dan bo objavil v Uradnem listu. Če bomo mi glasovali naslednji teden, potem je objava v Uradnem listu in 20. dan začne veljati po celotni Evropski uniji. Samo na kratko bi omenila še dve stvari. Eno je še dokument, ki obravnava biotsko raznovrstnost in ga pripravlja Evropska unija z dvema namenoma. Prvi namen je pripraviti strategijo, novo strategijo glede o biotski raznovrstnosti od leta 2010 do 2020, hkrati pa se uspešno pripraviti na mednarodna pogajanja, ki bodo potekala naslednji mesec v Nagoji na Japonskem v zvezi z biotsko raznovrstnostjo. To je podobna konferenca, kot poznate recimo konference, ki potekajo o podnebnih spremembah. In še tretja stvar, intelektualna lastnina. Morda se nekateri še spomnite, da smo že v preteklem mandatu glasovali o direktivi o intelektualni lastnini, ki bi uvedla tako imenovan patent skupnosti, pa je bila zavrnjena. Zdaj se sprejemajo razni drugi nezakonodajni ukrepi in o enem izmed takih bomo tudi razpravljali naslednji teden. Kar se mi zdi pa pravzaprav najpomembnejše iz te razprave o intelektualni lastnini naslednji teden pa je, da se Evropski parlament jasno zavzema za to, da komisija pripravi nov predlog, nov zakonodajni predlog patenta skupnosti. In podobno stališče je zavzel tudi svet.